točki bi hotel poudariti, da ne gre za populistični ukrep, ampak ljudem le vračamo tisto, kar jim je bilo po krivici vzeto z varčevalnim ukrepom. Ne gre za Brglezov zakon, ampak za novelo zakona o praznikih. Ta predlog je bil sicer že na mizi in mi je žal, da ga takrat nisem podprl. Zdaj torej popravljam tudi svojo napako. Prav tako vračanje 2. januarja ni nadomestilo za dogovor z javnim sektorjem, s tem nima absolutno nobene zveze. Nekateri očitajo, da s tem povzročamo dodatne stroške, pri čemer moram poudariti, da nihče nima ocene, koliko naj bi teh stroškov resnično bilo. Eni govorijo o 16 milijonih, drugi o 35, tretji o 50 milijonih. Mnogi doktor ekonomije, med drugim doktor Steinbacher, ugotavljajo, da je tako imenovane izgube nemogoče oceniti, ker 2. januar pač ni navaden delovni dan. Zato so tudi ocene s tem dejstvom tudi še ne zraste. Je pa jasno, koliko je prihranka, da se izračunati prihranek javnem